Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Tokratna epizoda je malce bolj posebna in sicer Moneyhow Q&A, odgovarjamo na vprašanja gledalcev in pa poslušalcev, predvsem vezano na investiranje v delnice in sicer poskušali bomo nekako obnoviti znanje, ki smo ga osvojili v delavnici investiranje v delnice. Dobili smo kar nekaj konkretnih vprašanj, poskušali bomo seveda čim bolj konkretno odgovoriti, vendar vseeno bi vas rada spomnila, da je ključna domača naloga, ki jo opravimo sami. O tem boste tudi več slišali v nadaljevanju. Z menoj sta Andraž in Matej. A boste videli kaj povedala za uvod, Andraž in Matej? A ti želi zanimati, če sem kakšen govor kot uvod vprašanje pripravil in bom zdaj vadil in vsem povedal, kako sem na vas ponosen, ker ste vse domače naloge naredili in v bistvu zdaj raziskujete in ste na poti k večni slavi investiranja, nekaj v tem smislu. A je bilo v redu? Jaz mislim, da je bilo super. Mogoče se lahko še kdo od udeležencev oglasi, pa kakšen, ne vem, mogoče zaploska. Jaz imam tle neke special efekte, čak ti bom zaploskala. A bom dala pa cheering. Matej? Ne, pojmo na vprašanja. Ok, dobili smo nekaj vprašanj, nekaj je bilo vezano na dejansko investiranje v delnice, nekaj je bilo tudi zelo takih splošnih ETF-ovskih, tako da se bomo vseeno tudi dotaknili teh ETF-ov, ki smo jih tudi obdelali v naši drugi delavnici investiranje za začetnike, tam je bil več fokus na ETF-ih. Naredili smo pa tudi eno primerjavo z vzajemnimi skladi, veliko teh vprašanj, še zmeraj se mi zdi, da ta osnova mora biti, tako da, kar se ti pač neka osnova, nek temelj temu portfelju, da zdaj nimamo samo delnice. Ampak vseeno, zdaj, eno vprašanje so bila v bistvu vezano na to, da v bistvu naredimo mi domačo nalogo namesto udeležencev in sicer v smislu, če bi bilo možno narediti kratko analizo nekih pač delnic. Konkretno recimo smo dobili vprašanje vezano na delnice PayPal, Palantir, Alibaba in pa še kar nekaj teh konkretnih delnic. Zdaj, mi smo v bistvu skozi to delavnico smo v bistvu predstavili, kaj vse je potrebno v bistvu pogledati, preden opravimo dejansko sam nakup, pa se odločimo za nek nakup. Ko gremo v investiranje v delnice, konkretne delnice, gremo v to zgodbo za dalj časa, ne lovimo nekega dna in ne lovimo nekih vročih zgodb. Ne. Pa bi vseeno tukaj Matej in Andraž, če lahko vidimo mogoče komentirata, zdaj tukaj imamo konkretno pač vprašanje, če bi lahko naredili kratko analizo, recimo konkretno PayPala, zanima pač našega poslušalca, kaj konkretno, katera tveganja mi tukaj vidimo konkretno pri tej delnici. Omenja pa tudi, da so nakupna priporočila, mnogo je namreč nakupnih priporočil, upad je bil 82%. Ta upad je bil 82% meni jasen. A to je nakupna priporočila, da je 82% bilo za nakup verjetno te delnice. Nisem šla gledati PayPal, iskreno povedano. Matej, dej pa Andraž, mogoče videti, če lahko tukaj komentirata. Ja, PayPal, mislim, je zelo hitro jasen, da PayPal je že tukaj v Sloveniji prisoten, tako da vsak lahko proba in vidi, kaj so osnovne storitve PayPala. Tudi z rezultatov se takoj vidi, zakaj je delnica upadla. Zdaj, če se gre pogledati, kakšne so bile, tako kot smo povedali na izobraževanju, če se pogleda pretekle rasti, če se pogleda marže, se takoj vidi tudi, zakaj je delnica toliko nižji, kakor pa recimo je v preteklosti bila, to je ena zadeva. To se pravi, če greste na Stratosfer in naredite že to osnovno analizo in greste tudi na industriji in lahko primerjate PayPal z Viso, Mastercardom in ostalimi playerji, ki so tukaj na plačilnem prometu, se lahko vidi, kakšna je ta primerjava in zakaj je mogoče ta delnica zdaj tam
kot je, za razliko od mogoče kakšnih drugih. Zdaj, to je ena stvar, to se pravi, to je trenutno vrednotenje, kakšne kazalnike ima ta podjetje. Potem so pa tukaj še druge stvari. Zdaj, kaj PayPal dela, je posrednik pri plačilih. In zdaj, če se ekonomija, potrošniki in vse skupaj ohlaja, bo toliko manj transakcij, toliko manj prihodkov, tako da zdaj vedno, ko vrščamo delnico v portfelj, kot smo rekli na izobraževanju, mi delnico dodajamo nekemu diverzificiranemu portfelju, ki ga običajno zasledujemo z ETF-om. In zdaj tukaj glavno vprašanje, ali se želimo v tem ekonomskem okolju dodatno izpostavljati PayPalu, oziroma zakaj bi se mu, kaj so tukaj dodatni razlogi, da bi se dodatno izpostavili plačilnemu prometu oziroma posredno potrošniškemu trendu oziroma splošni potrošnji in e-commerce. Tako da tukaj nismo dobili dodatnih pojasnil oziroma razlogov v tem vprašanju, zakaj se nekdo, zakaj gleda PayPal. Bistveno lažje bi bilo odgovoriti na vprašanje, če bi dobili zraven razloge, zakaj se mu zdi zanimiva, zakaj bi mogoče PayPal lahko v prihodnosti dosegel višjo rast, kot jo tukaj zdaj vidijo analitiki, recimo 8% ni neka vznemirljiva rast pri PayU, ne vem koliko, 15, 17, ne vem koliko je zdaj trenutno. Tako da tukaj cel kup enih razlogov, ki jih moramo pri domači nalogi ugotoviti oziroma si razložiti, in potem pač bo tudi jasen odgovor, ali PayPal zdaj v tem trenutku zanimiv ali ne. Andraž. Ali lahko sem mogoče tukaj, ko sem šla ravno kar pogledat, tukaj je skoraj 50% je dalo priporočilo buy, targetirana cena je pa 82, trenutno pa kotira pri 54, tako da dolarjih na delnico, ne. Ampak tako, že če spremljamo, PayPal ni vznemirljiv več. PayPal je nek legacy fintech, vidimo, da Stripe konkurira, da Apple prodira v ta sektor, da Google prodira v ta sektor. Že tako, ko sami uporabljamo te storitve in plačujemo na internetu, vidimo, da včasih je bil PayPal recimo vezan na eBay in je od tega precej slonil na eBayu. Mogoče dodaten boost dobil skozi e-commerce med COVID krizo, ampak zdaj pa nekako v bistvu cel kup konkurentov, ki ponujajo tudi financing zraven zapakiran in tudi Visa pa Mastercard se trudita na tem segmentu in rasti 8% rast, ki jo PayPal zdaj na prihodkih doživlja, ni vznemirljiva oziroma ni razloga, da bi delnica imela neko visoko vrednotenje v tem trenutku. A boš ti, Andraž, kaj dodal? Ja, mislim, da je Matej kar veliko v bistvu razlogov naštel, zakaj ta delnica tam, kjer je. Jaz bi rekel, da en izmed ključnih faktorjev je konkurenca. Te konkurence je vedno več. In v bistvu tudi ta trg postaja vedno bolj zrel. Te firme so tudi zelo velike v končni fazi. Veliki sistemi malo težje rastejo naprej, če niso sami dominatorji samega prostora. Apple je že lahko zrastel, kot je zrastel, ampak je definitivno v nekem čist svoji ligi. Tukaj je pa konkurentov kar veliko, od Stripa, Adyen, recimo tudi Adyen, recimo kot nek evropski payment services samorok, je doživel svoj krut pristanek. In zdaj, ker smo videli tako upad delnic, avtomatično psihologija deluje na tak način, da zdaj morajo biti poceni. Zdaj, v bistvu te delnice so zdaj ovrednotile nek popolnoma drug scenarij, kot se je predvideval še 2 leti nazaj. To je ena stvar, torej rast je bila pričakovana višja, pa so pa na to imeli še tak hype investiranja v koroni, ki je določene delnice poslal v stratosfero. Zdaj, pri tej delnici se dogaja 2 stvari. Eno, se fundament upočasnjuje, sama rast, torej se mora že tako pač znižati vrednotenje, ker je bilo pač
vračunan drugačen scenarij nekoč v preteklosti in se ta pač ni uresničil in je treba trg reprice delnico, pa so pa še ekscesi v bistvu price ven. Jaz bi po mojem občutku rekel, da je ta delnica bliže nekemu fair value danes, kot je bila kadarkoli v preteklosti in mogoče se je potrebno vprašati v prihodnji payment infrastrukturi, kakšno vlogo bo igral PayPal. In zdaj, če se malo mogoče raj navežem na delavnico, da nam vzaj Picado Metal, koliko je vredna delnica, pa je to zdaj zakupiti, pa vzrastlo čez 6 mesecev nazaj. Tukaj v bistvu, če se spomnite, smo govorili o izzivalcih, liderjih, o obrambi, o motu, ker mot je pač obrambni jarek, torej ključna konkurenčna prednost, ki jo ima neko določeno podjetje in tukaj v bistvu s tem si lahko mečkam pomagamo. Ne? Torej, to je bilo en del, torej kam uvrstimo posamezno podjetje v sam ekosistem panoge. Drugo je bilo pa, kakšno rast dosega in naučili smo se, da v bistvu podjetja za visoko maržo in z visoko rastjo dosegajo premijska v bistvu vrednotenja. Zdaj, visoka marža lahko pomeni tudi bruto marža, ni nujno, da je to sam dobiček pod črto, ampak pač tisto bruto dobiček na samem produktu. In zdaj pri PayPalu je točno to, kar je rekel pač Matej. Malo je bila tukaj posledica, da plima dvigne vse ladje 2 let nazaj. Trenutno pa deluje tudi v okolju, ki je popolnoma drugačno. Tudi zaradi višjih obrestnih mer, v bistvu ta stvar zgleda malo drugače, kot je že prej, že v osnovi višja zahtevana donosnost, torej v bistvu moraš še hitreje rast, da isti vrednotenje v bistvu nekako upravičeš. Tako da v bistvu jaz mislim, da tukaj se dejansko trd pristanek teh delnic v payment services sektorju dogaja, ne samo pri PayPalu. In da je treba mečkam biti, tukaj bo treba biti malo potrpežljiv. Meni se zdi en tak tipičen pattern, kjer zgleda value, pa je lahko malo value trap. Zato, ker dejansko se lahko marsikaj zgodi na premiku v payment infrastrukturi. Mislim, tukaj je res enormna količina. Torej, da ne pomota, pač PayPal ima svojo vrednost na trgu in pač ima svoj položaj na trgu. Sam dobro se moramo vprašati, kakšno zahtevano donosnost mogoče želimo za tako delnico, da imamo še to razčistiti. Mogoče. Tudi o tem smo se spraševali. Pri tako volatilni delnici, če pogledamo, zdaj ne vem, govorili smo recimo o Beti, bom na brzino pogledal, ne vem, mogoče Matej ti lahko vmes pogledaš, kako je Beta sploh. PayPala, kaj jo ne vem, nisem šel gledati na glavo, ampak zagotovo je pač večje od splošnega trga. In zdaj moramo dati v relacijo, ob vsem tem, kar smo slišali, da je več konkurence, da je pač ta trg se malo počasnjuje, da tehnologija ni več top notch, da ne morejo rast 20% na leto naprej, ali lahko ob nekem riziku, ker nam je ok, pa rečemo, da je 2x večji, ustvarimo 2x večji donos na samem PayPalu in koliko smo, ko bi rekel, prepričani, da je to najboljša ideja, ki jo imamo v tem trenutku. Čez te kljukce je treba iti na nek način čez. Zdaj, in se mora vsak odgovoriti, da je s tem comfortable. In fino je mogoče malo pogledati sektor, pa tudi druge firme v istem sektorju pogledati in se vprašati, ok, zakaj bi zdaj stavil na PayPal? Torej, mi danes ne bomo dali beta 1,36, torej mal bolj volatilen je kot pa sam trg, ni pa več, mogoče se je tudi ta volatilnost mal zmanjšala zdaj, doskrat se to zgodi, kaj knockout delnice, ki je 80% dol je bil mišljen post-covid high, oziroma covid high, korkoli pa že, ne vem, post-covid, covid high. Jaz mislim, da vse te delnice, veliko teh vzorcev je ful podobnih, iskreno povedano. Kar neki delnic niso sam PayPal, bi jih našteval. Po moje cel portfelj Ark Innovations zgleda približno takole kot tole, če ne še hujšno. Tako da vse te industrije bojo mogli najti nek floor na valuaciji, kjer bomo videli, kako kaj naprej. Tako da v bistvu, če že moram špekulirati vstop, tukaj noter je verjetno bolj razumen, kot je bil prej. Je pa res, da se marsikaj slabega lahko zgodi in to je pač Adyen recimo demonstriral, kjer je, mislim, da z enim profit warningom, ali ne vem, kaj se mi že točno zgodil, so guidance zmanjšali, nek update so imeli, je tako padel čez noč dobesedno. Torej je bil zbit iz pedestala.
Tako da kle se kar veliki premiki lahko dogajajo. Ne? In ponovadi, ko se problemi začnejo za eno tako veliko firmo, kar dolg časa traja, da jo okrog obrneš. Bom dal en drug primer, recimo Disney, a ne? Je bila tudi ena delnica, kot proba malo analogije vlečne, ki je zrasti v koroni, ki je streaming uvajala noter, zelo tudi profitirala, ker je bila zgodba Disney Plus, prihaja streaming in vse živo, pač so bile neke zgodbe. Ne? In tudi userje so onboardali, ne? Pak izkazali se je, da ta model ni toliko, kot bi temu rekel, učinkovit, produktiven, no? Da jim temu tako reči, kot se je mislilo. In zdaj so v nekem restrukturiranju celega Disneya in lahko se nekaj taga na PayPalu začne dogajati, ne, v tem smislu, da pač jo mogli na produktu nekaj narediti in težko je narediti na produktu nekaj čez noč in zna trajati, da se v tole izkazali, da bojo ustrezno odreagirali. Tako da se mi zdi, da je pač ta vrednote nazaj reflektirajo neka bolj normalna vrednotenja, kjer pa že odražajo malo bolj zrelo plodletje v plačilni infrastrukturi. Tako da verjetno tekle, mogoče lahko zaslužite malo več kot trg, ampak so pa kle tudi spet ti specifični riziki in če niste glih blazno napaljeni na tole, sam zato, ker je 80% padlo, jaz ne bi tega kupoval. Tako, pač sam zaradi tega. Pejte čez te točke čez, torej, kje na trgu je, zakaj mislite, da bo PayPal lahko konkuriral v prihodnosti, a lahko gre nazaj na dvomestno rast, a ne, pa kako bo cel ta trg zgledal 1-2-3 leta naprej. Če to zgodbo dosti dobro razumete, je mogoče lahko PayPal, mogoče ga še drugi share tukaj zanimivo. A ne, mogoče lahko tudi, če igraš na neko zgodbo, ene par je pač zbitih, mogoče bolj kot drugih, a ne, ampak treba se zavedati, da kle dejansko konkuriraš Apple in tudi drugim danes. Vsem tech firmam, vsi se neki z nekimi paymenti ukvarjajo, no? že na neki točki. Bi pa mogoče še eno podjetje tukaj omenili, predvsem zaradi tega, ker smo še vedno v mesecu kibernetske varnosti, na mesec oktober je mesec kibernetske varnosti in smo dobili vprašanje za v bistvu delnico podjetja CrowdStrike, ki je v bistvu lider in cyber security software. Pa vidim tudi, ne, zdaj, ko malo pogledaš, da se takšne delnice tudi nekako priporočajo za nakup za recesijo, v teh recesijskih časih. Pa mogoče, če vse lahko, glede na to, da se povečuje geopolitična trenja, da je vse več v bistvu teh cyber attackov, da vse več podjetij posluje v oblaku in se s tem v bistvu tudi izpostavlja tem nevarnostem. Kaj se pa recimo mislite o recimo tem CrowdStrike in cyber security software, ki ga v bistvu ponuja? A je to ena taka panoga, ki ima ki je zanimiva, glede na to, da vidim tlele, da imajo nek subscription, glede na to, da se pač ta storitev vse bolj uporablja? Kaj seveda mislite konkretno o tem? Ok, mogoče lahko jaz nekaj o tem, ne. Definitivno je security en del internetne infrastrukture, ki je ključen going forward, a ne? In zdaj, kar se dogaja, je neke vrste renesansa podjetij v IT-ju, ki ponujajo software, ki so del infrastrukture, kot je, ne vem, dostava vsebin, cloud compute, kjer kodo na nekih strežnikih pri uporabniku, varnost in vse to so pomembne stvari. Ne samo v kontekstu vojne, pa nekih napadov, pa nekih dronov ali pa karkoli, ampak nasploh so to trgi, ki praviloma bojo rastli z visoko dvomestno rastjo v naslednjih nekaj letih. Zaradi tega, ker tudi AI zahteva, rekel, določene sisteme, ki imajo v ozadju določene zelo tehnično zahtevne produkte, ki zagotavljajo to varnost. Ne? Tako da ta firma je definitivno zanimiva v kontekstu tržnega položaja, ki ga ima in hitre rasti, ki jo dosega. Ne? Je pa spet ta stvar treba nekako videti v tem kontekstu, da so kle tudi vse neki riziki, ki bi se jaz resno vprašal, koliko jih, zdaj, če vam jaz rečem, to je zanimiva firma in seveda zadnjo leto je delnica zrasla 73% in je jasen, zakaj je za vse zanimiva, ker če bi zrasla 0%, ne vem, če bi bila toliko zanimiva, mogoče padla 70 bi bila bolj zanimiva, kot če bi nič bilo, a ne? V bistvu torej, kle imamo že nek outperformance in
karkoli je zrastel v zadnjem letu, je neka tema povezana z neko avtonomnostjo, AI-jem in to v bistvu nekim novim tehnološkim premikom, ki smo bili priča. Zdaj pa, kaj se nam lahko zgodi? Lahko se nam zgodi, da če bo vse neko ekonomsko upočasnjevanje, se bojo neke določene stvari implementirale počasneje in se lahko zgodi tudi. Ta delnica tako zgleda, to je 13-kratnik prihodkov naslednjega leta, recimo. Dobička praktično nima nič, ker vse investira v bodočo rast. Oziroma PE leta 2025 večkratnik je 400-krat. In zdaj, če se mi spomnimo, dajmo se spomniti delavnice. Torej, ne odgovarjamo, morate zdaj kupiti to delnico, ampak hočemo vam pomagati, kako je mogoče fino gledati. In tam smo vedeli, da to je sigurno zdaj nek disruptor in to je že tako velika firma, da težko rečeš disruptor, ampak ima pošten tržen položaj in veliko obrambni jarek in raste tako, kot raste ta industrija. Torej, dober proxy za security IT, po moje, tole. In zdaj imate inštrument, prek katerega se voste po panogi navzgor, ko ta raste, ta delnica raste. Zdaj pa samo ta panoga raste 20%, ne 80% na leto. Kaj to pomeni? To pomeni, da se smodi vlagateljem že podritijo, da je v bistvu ona mal FOMO zgodba, da jemo to kupiti, ker to moramo pač imeti. Tako da jaz bi bil mal previden na sami evaluaciji, ker gre malo v konu zgor, jaz temu rečem. Tako mal pospešuje. In to je pa ta riziko. In tam, če se spomnite, smo imeli, imamo liderja, imamo neko tehnologijo, ki je nova, imamo neko obrambo, ampak po drugi strani se moramo tudi vprašati, ali bo ta seštevek nekih faktorjev rasti pa profitabilnosti, če upravičuje dejansko vrednotenje. In take delnice imajo zelo malo prostora za to, da falijo kaj. Tako da, in zato se je treba tukaj pripraviti na neko večjo volatilnost in mogoče to delnico nekaj časa spremljati in bolj izkoristiti neke drawdowne, da takrat probamo mogoče vstopiti noter, ampak predtem moramo domačo nalogo narediti. Zakaj in koliko časa jo mislimo držati? Zato, ker riziko kle je absolutno višji. Recimo, ta delnica ima take podobne karakteristike, kot jo je recimo imela delnica, ali pa jo še ima tudi delno Cloudflare, recimo, ki je tudi en tak podoben case, ki ima unikaten položaj na trgu, ampak je vsem vrednotena 20-kratnik prihodkov, pa dobička itak ni danes. Tako da to so take delnice, ali pa če hočete, tudi podoben, kot neka Nvidia, recimo, ki je spet v drugem segmentu, ampak je neizogibna, da se ne bi nekdo, ki nekaj gradi, saj z njo soočal in nabavljal tam neke čipe, ali delno, ali v celoti, ali kakorkoli pa že. Tako da to so gatekeeperi prihodnega interneta, ja, imajo potencial, ampak pač je treba to spremljati. To ni nekaj, kar kupaš pa pozabiš, po mojem mnenju. Čeprav zgleda graf zdaj tako, da lahko, ampak to ni za to. A lahko sem nekaj vprašam, glede na to, da je subscription based, v bistvu veliko teh storitev je zdaj subscription based, glede na to, da prihaja, vsaj v Evropi imamo neko ohladitev, kolikšna potem je, koliko ljudi nekako, a podjetja so v poziciji, da sploh lahko odpovejo ta subscription, to naročnino? Mislim, ja, seveda so vsi v poziciji, da to naredijo, samo tukaj se dogaja tako imenovan vendor lock-in. Kaj to pomeni? Da nimaš alternativnega ponudnika, ki lahko zagotavlja varnost celovito tako kot oni, in oni imajo tukaj enterprise client, ki ti ne moreš biti vreden. Kaj to pomeni? Velika podjetja, ki imajo kompleksno infrastrukturo, in te podjetja ne morejo čez noč switchati, to je popolnoma nemogoče. Zato se tukaj igra ta igra, ko njihovi klienti rastejo, se v bistvu njihovi revenue, ki so ponavljajoče se narave, to je ta subscription, software as a service, recurring revenue, so v bistvu sprot plačujejo praktično ponovadi na usage, se temu reče, torej na uporabo tudi že dostkrat, to so pa že special deals. Tako da v bistvu to je lepota tega, ko se enkrat klienta dobo noti, lahko pretep 5 ali pa 10 let, odvisen, če pride drug, ima boljšo tehnologijo, bo pač naredil switch, ampak če pa ti skozi med vodilnimi, pa skoraj težko zgubiš tega klienta, če se potrudiš. Razen če en tebe tudi disruptira, to se je tudi dogajalo
dogajalo. Ne? Lep primer, PayPal je zdaj disruptiran z druge strani in je nekoč imel to vlogo, danes je pa nima več. Ne? Tako da v bistvu to se lahko zgodi. Ne? Pol težava, recimo ena ključna stvar je, če se tebi zgodi nek security debacle, kjer je res prišlo do nekega critical eventa in ga ti niso odpravil na ustrezen način, to je lahko velik problem, ker to ti si pač, vse so outages, ne da niso, ne narobe razumeti, ampak lahko bi pa kaj, nek critical malfunction se zgodil, sploh po uvajanju kakšnih novih layerjev produkta. Tako da so riziki so v ozadju večji, ki jih mi vidimo, ko vidimo graf delnice, kar raste. To je definitivno, ampak če pogledamo same napovedi, to napovedi za to delnico so sam še rastli, bojo prihodki zdaj, ne? Ampak po drugi strani pa vrednotena na, 5 milijard, vidim, kle načrtujejo nekih revenue ali pa približen leta 2026, neki analitiki to streljajo spet, ne. Tržna kapitalizacija je pa že danes 42 milijard, ne. Torej, to je že na prihodno vrednost, good question, ali bo še zmeraj rast, ker tako za 10-kratnik prihodkov moraš ti že rast nad 50% skoraj, rekel, tudi čez 5 let. Tako da, meni se zdi, da je že malo našopana, tale zgodba, ampak se ti pravim, premijo lahko ohranja neka delnica dlje časa, ne? Sej isto bloh, pa novi momenti so, lahko se jim nov trg odpre, ne? Je pa res, da teži to delaš pri eni delnici, ki si že nad 50 milijard, ni pa nemogoče. Ne? Lahko se jim odpre nek trg, pa bojo vredni čez par let 200 milijard, kaj pa veš, ne? Ni nemogoče. Ne? To v bistvu pol je treba malo več scenarijsko pogledati, ampak da pa čist naslepo kle greš not, je pa pač malo metanje pikada, ne? Lahko se tudi izide, ne? Sej to ne, da se ne more, ne? Ja. A glede na to, da smo zdaj že se premaknili v recesijo, dolgo pričakovano recesijo, tukaj imamo še eno vprašanje. V avtomobilski industriji se že močno čuti upad naročil, 30% in več, pravzaprav takšnega krča nismo pričakovali, na borzah pa se to ne odraža, ker presežek likvidnosti očitno še vedno je in kljub upadu proizvodnje rekordi pri dobičkih. Kako bi to komentirali, glede na to, da evroobmočje je v neki tehnični recesiji, Nemčija tudi, Amerika pa vidimo, da v bistvu so neki poslovni rezultati solidni. Je pa res, da so imeli ameriška obveznica, je bila za nazadnje, ko smo gledali 10-letna državna, že 5% zahtevana donosnost. Matej, boš ti mogoče kaj povedal na to temo? Ja, moramo vedeti, da struktura trga je vseeno mogoče malo bolj na tehnologijo nagnjena, to se pravi, imamo Apple, imamo Microsoft, to so podjetja, ki načeloma držijo zdaj trge tam, kjer so, ampak če pa pogledamo zdaj posamezne delnice v avtomobilskem segmentu, so pa vseeno od vrha so precej dol, gre pa vseeno za nek segment, ki se bo najbrž še malo bolj soočil z krizo. Na drugi strani so vseeno bili deležni določenih popustkov strani pač nižjih cen materialov oziroma vhodnih surovin. Tako da to je avtomobilski sektor bo zelo pač cel kup faktorov, ki tukaj igrajo svojo vlogo. Po eni strani sama ta recesija, kitajska konkurenca, vidimo, da Kitajci prodirajo recimo na evropske trge, tako da ne vem, če je to sektor, tukaj je bolj vprašanje, kaj dodamo, tako kot sem prej rekel, nekemu diverzificiranemu portfelju. Ne vem, če je to zdaj to avtomobilski sektor, ne glede zdaj na trenutna vrednotenja, če so tam potencijali. Pa se ne vem, če bi se zdaj samo skoncentrirali na avtomobilsko panogo, mogoče tako na splošno, glede na to, pač, kaj zdaj v bistvu narediti, glede na to, da se napoveduje dolgo pričakovana recesija, te še ni, čakamo že zelo dolg časa, inflacija se recimo o tem umirja, vsaj v nekaterih državah, ne pa vsod, ključno obrestne mere, zdaj Amerika, Fed so povedali, da zdaj letos ne bodo več dvigovali, oziroma tako se pričakuje, naslednje leto bi bilo še 2 dviga, ECB se napovedujejo novi dvigi. Kaj recimo tukaj je za pričakovati na splošno,
kako kot vlagatelj ravnati v teh razmerah, negotovih razmerah. Zdaj, jaz se pogosto pogovarjam s številnimi vlagatelji, profesionalnimi in amaterskimi, in zdaj moram reči, da je kar zelo veliko ljudi zelo konzervativnih. Konec koncev se ponujajo tudi kar visoke obresti na razne te naložbe, kot so konec koncev tudi obveznice, konec koncev tudi na neinvestiran denar pri brokerjih, konec koncev tudi zakladne menice, napovedujejo se tudi razne obveznice, državljanske obveznice, narodne obveznice, ki bodo prinesle neke relativno visoke donose. A ne? Kako v bistvu gledamo na vse skupaj? No? Ja, zdaj sta verjetno dva scenarija sta možna. En je ta soft landing, oziroma da gremo skozi neko recesijo, Fed počas začne mogoče razmišljati o tem, da zniža obrestne mere, kar bo nek pozitiven signal za delnice. Drug, verjetno bistveno večje vprašanje, ki je, ker na koncu zdaj recesijo že nekako vsi pričakujemo. Tako da ta recesija, če zdaj govorimo, GDP bo padel oziroma bomo šli v recesijo, to trgi že odražajo. Zdaj ključno je tukaj, kaj ne odražajo. Ali se mogoče s temi visokimi obrestnimi merami v ozadju nekaj zlomilo. Videli smo lani krizo v bistvu regional banking z bankranom na Silicon Valley Bank in nekatere te manjše regionalne banke. Zdaj, to je bil en signal, da se v ozadju nekaj dogaja, in se mi zdi, da se večina teh institucionalnih vlagateljev se boji predvsem tega, da se je v ozadju v tem sistemu nekaj zlomilo, oziroma da lahko pride do neke večje krize, ki se običajno pač nažalost pokaže predvsem v bančništvu. Ampak na ta vprašanje nihče ne more dati odgovora. Tako da v bistvu je naloga v tem trenutku, da se spremlja delnice, da se zbira potencialne naložbe, zaradi tega, ker že zdaj, ko so bili te padci recimo na tehnologiji, so marsikakšne tudi zanimive delnice pristale precej nižji, in tudi če se bo zdaj v prihodnjih mesecih kakšna korekcija dodatno pojavila, bodo marsikakšne dobre firme, ki imajo dober management, dobre marže, ki imajo mogoče stranke, ki so bolj odporne na recesijo. Recimo, ko smo o securityju govorili, je treba pogledati, na katerem segmentu je podjetje prisotno, in se bo dal v tistem trenutku prej zaznati dobre naložbe, če se to redno spremlja. Ker ko bodo padci za vse delnice. Ampak ne vem, jaz ne morem napovedati, če se bo ta recesija razvila še kaj hujšega, kot pa samo v soft landing. Zdaj, marsikdo vpraša, ljudje so, vlagatelji čakajo v denarju na priložnosti. Marsikdo je že znerviran, kdaj končno bo prišel, kdaj bojo prišli te upadi, da bomo šli lahko v investicije. Kot rečeno, ponujajo se nekatere alternative. Andraž, kako ti gledaš na vse skupaj? Glede na to, da res dobivam kar precej teh nekih mailov in ljudje res želijo na vsak način denar investirati. Mogoče ni vedno najbolj primeren trenutek, mogoče je še za počakati. Andraž, kaj ti praviš? Tukaj je ključno vprašanje, koliko časa bomo mi investirali, pa kaj je naš hold period. Če mi gledamo dolgoročno, v prostem izrazu, ko give zašita v recesiji ali ne. To je čist nepomembno vprašanje na dolgi rok, ker kaj? Najprej bojo vaše enote šle dol, pa boste vi držali in bojo šle gor. Ok, v redu. Zdaj, če boste pa vse na najnižji točki kupili, bo šlo pa malo več gor, ne? Ampak mislim, da je bolj pomembno to, da zmerite dve stvari, razpoložljiva sredstva danes in vaš razpoložljiv dohodek skozi recesijo, ki bo na voljo za to, da boste pač pridobivali enote. Nižji je vaš razpoložljivi dohodek skozi recesijo, če mislite, da imate tvegane izgube službe, ste lahko malo bolj previdni pri vstopu in razporedite ta znesek, ki je razpoložljiv danes na investiranje, na nekih, dajmo reči, 12 do 24 mesecev. Jaz dvomim, da v več kot 24 mesecev ta rukar navzdol trajal, pa bomo lahko še zmeraj imeli recesijo, samo neki svalkali, neka nihanja bo, mogoče bo dvojno dno, ampak ne bo več tako globoko. Zdaj pa, kar jaz mislim, da v ta trenutek v trg ni vračunano.
Ne, dajmo se o tem vprašati, kaj ni vračunan v trg, kaj je tail risk. Torej, vsi govorijo, recesija bo, ampak bo soft landing, vsi bluzijo, nam bo vse ratal, mi smo popolni, svet je popoln, naše okolje je popolno in mi smo popolni. En drek smo popolni, nismo popolni, delamo napake, centralne banke delajo napake in zato imamo tudi sranje po svetu, ki ga gledamo v tem trenutku. Ta sranje po svetu je posledica napak odločitev voditeljev po svetu. Kakorkoli gledamo, ker konflikt bi vsak se lahko izognil, če bi znali se pogovarjati na ustrezen način. In isto bomo imeli tukaj. Torej, kaj ni vračunan? Nimamo ekstremne rasti vračunane not, ker se jo res težko predstavljamo, potem, ko smo pumpali denar noter praktično, torej to ni vračunan noter. Tudi ni vračunan ekstremen drawdown, torej neka stvar, ki potisne gospodarstvo bistveno globlje, kot mi mislimo. Se smo malo pesimistični, sej so stvari bolj bearish, ampak se upravičujem, dokler bojo delnice, IT delnice med 10 in 20 kratnikom prihodkov tako pač, ker je tako, to more biti, mi še zmer nismo pesimisti, kakorkoli gledamo. Torej, če bo prišlo do nekega problema za delniški trg, bo ta problem, nažalost, mislim, da zelo velik. Ker vse ostalo je vračunan, kaj nek soft landing bo in ni problema. Zdaj pa, kako se produktivno tega lotiti? A bo prišel? Ne vem. Kakšna je verjetnost tega? Ne vem. Spremljam in gledam sproti. Zdaj pa, najbolj enostavno je capital allocatorjem, ki pa gledajo 2, 3, 4, 5 let naprej, ker nimajo upravljalci nekih skladov ali pa hedge fundov, oni ne gledajo 15 let naprej, njim je to vseeno, čist drug tip investorja in oni bojo diktirali dinamiko tega trga. In tukaj se bo kapital, se reče, alociral, torej ti ga allocataš za nek srednjeročen cikl in ga moraš prilagoditi ekonomskemu ciklu. In izjemno enostavno je danes v tem trenutku reči, bom čakal v treasuryju ali pa nekmu corporate kreditu, ki dobim 6, 7, 8%, itak imajo access do teh mortgage direct, ko bi rekel, nekih naložb, in oni lahko milkajo dobesedno visoke obrestne mere in čakajo, da se equity na nos zloži. In imam malo občutek, da se to malo dogaja. Zdaj pa, recimo, ena stvar, ki jo gledam, ki mogoče se meni zdi najbolj pomembna v celi sliki ekonomsko gledano. Najbolj pomembno se mi zdi sentiment končnih porabnikov, torej consumer. Consumer ameriški je vedno pomenil 70% ameriške ekonomije in zadnjih, 3 leta je bil subvencioniran tako kakšen kol, to je tako kot otrok na cuclu, direkt bom povedal. Z vseh živih, bile so nizke obrestne mere, nafta je bila nizka, stimulus čeki so bili, bila je sicer korona, ki je bilo zelo grozen, trg dela itak tako vroč, da so vsako službo dobil, mislim ne vsako, ampak dobil si službo, se bom tako izrazil, torej je na rekordu. Ta konzumer je zdaj šele začutil bolečino, ker so mu zaloge pošle, obrestne mere so visoke, obroki na kartice, ki so tudi seveda vsi obročni in mortgage in vse to so se malo povečali, eni imajo fiksne, se jim pač niso, ampak ne morejo pa uporabiti svoje bajte za bankomat, torej da se je vrednost povečala in bomo dodatno hipoteko vzeli, pa tudi če je draga, torej goriva zmanjkuje. In če pogledamo recimo consumer sentiment ameriškega porabnika je zmer slabše, v bistvu zmer slabše zgleda. Kakorkoli gledamo zdaj serijo. Tudi leading economic indicators, ki je nek indeks, ki ga Conference Board, to je ena inštitucija, gleda dokaj zanačno, po domač povedan. In zdaj imamo nek disproporc med zgodovino, kjer pa vidimo kaj. Corporate profite, ki so rekordne marže, tako najvišje v zgodovini praktično, ravno tudi zaradi tega, ker te IT giganti, ki so monopoli, pač toliko profita zdaj vam pluvajo, na drugi strani pa real economy, ki zgleda, da je že zdaj šel na nos mal. In to je ta razkorak. In zdaj ne vemo, kaj se je tukaj zgodilo. Jaz sam vidim Fed, pa Nile Kaškarije, ki neki bluzijo tam, ko bo soft landing, pa poslušali smo epizodo od Egona Zakrajška, da itak ne vidijo več kaj mesec naprej. Ali koliko je že bilo, ni bila neka taka številka, ki je nek posloven model, ekonomski model in oni zelo zgodaj dobijo podatke in pol merijo en mesec, 2 naprej, v bistvu pa ne vejo. Ker če bi vedeli, pa tudi inflacija ne bi tako izgledala, kaj je izgledala, a je res. Tako da dejstvo je, da ne vejo, da imamo za sabo eno obdobje res debelih krav in da so tveganja malo bolj naravnana na to, da se lahko kaj bolj ekstremenega z večjo verjetnostjo zgodi, kot bi se sicer. A se bo, ne vem, zdaj pa kako se obnašati. Dajmo na to.
Pač obnaša se tako, da ko v bistvu delnice, ko bi rekel, upadajo in se ugrajeno tveganje povečuje, načeloma to ni takrat obdobje, ko greš ti stran. To je obdobje, ko pač moraš nadaljevati z neko svojo strategijo. In moraš long-term view delati, moraš gledati 10 let naprej, 15 let. Če ste 10-15 let naprej, pol vas nima kaj skrbeti. Če ste pa 3-4 leta pred upokojitvijo, pa je neumnost tole zdaj kikant noter v delniški trg, ker se igrate z ognjem. To je moje mnenje. In zdaj pa za vse tiste, ki v bistvu ste na pasivni, imate nek varčevalen, nek savings plan, nek recurring nakupe, jaz se sploh ne preveč sekiral. Jaz bi se bolj ukvarjal, imam razpoložljiv dohodek, lahko normalno živim tudi skozi recesijo, ker ravno takrat, ko bo najbolj črno, boste vi mogli nadaljevati. To je od te nakupi, tako se dolgoročno povprečje dosega v končni fazi. Sej, če bi kupovali sam takrat, ko na vrhu ne naredite 8%, jih naredite 3 mogoče, če sam takrat kupujete, ali pa 0, če zadanete vrha. Torej, glih to ne smete. Torej, vi se morate v psihološki kot postaviti, kjer ste pripravljeni na najhujše. Ker tudi, če se ne zgodi najhujše, bo itak pol sam še boljš. To je neka logika. Zdaj pa, zato mogoče, seveda je zanimiva tema, kdaj bo recesija, kdo vtaprl, ko zadev, pa to je malo kdo zmagal na igrah brez meja, po domače povedano, ampak jaz mislim, da long term view, kaj je moj razpoložljiv dohodek, kakšen bo tudi, če je recesija, kakšen je moj razpoložljiva sredstva danes in pač to nekako bolj temporalno vključiti v dolgoročne načrte, ker na koncu, kolikor boste enot, indeksa S&P 500, če začnejo pri generalnem indeksu vi v bistvu nakopičili, ko te vi šli ven, to se ne bo vrednotilo po točkah danes, ampak točkah čez 20 let, to je pomembno, da morate vedeti. Zdaj pa, posamezne stave. Ja, težava je, če ste v neki delnici, ki ste jo stok pikali, ker je zdaj sam padla, ker bojo tudi firme mogoče propadle, če res ta ekstremen scenarij. To je pa tudi ena stvar, ki jo zdaj videvam, ker sem videl, da število defaultov, torej neplačil obveznosti finančnih na obveznicah in bankroti v Ameriki, to gre gor k raketa v bistvu v tem trenutku. Torej so neki cracks below the surface, to se živit. In v bistvu, če se to sešteje skupaj, te subprime crisisi so tako brez veze, po domač povedan, če mene vprašajo. Zaradi tega, ker pač če samo malo konzumer nazaj korak naredi, mi smo vajeni 10-20% nominalne rasti. Če gre to naenkrat na 0, je to tak šok za sistem, ki ga nismo videli, ker ta inflacija je spodbujala tudi zapravljanje na nek način, ne vem, ko ne rečem drugače, in zadolževanje. Zdaj se pa kar modus spremeni v kontrasmer. In je čist druga ekonomska realnost, kjer se morajo vsi poslovni modeli in tudi manj ljudi verjetno narabaš, tudi bolj produktiven si, tako da bo pač, to se mi zdi, da pač, ko se ustavi ekonomija, težko reči, da je kar soft landing sam po sebi, ker je zdaj neka visoka zaposlenost, rekordne marže za nazaj, torej enostavno ne vemo. Tako da je bolj se pripraviti na malo bolj črn scenarij, bom tako rekel, obvezniški trg, ki se dolgoročno giblja v dokaj podobno smer, kot delniški, by the way, če bi dal 2 ETF-a gor, smer govorim. V tem trenutku zgleda obvezniški trg, kot da bi bil Pearl Harbor tam. Tako, kot da ga je en zbombardiral, 50% dol zadnjih x let, praktično čez držav sicer ne, ampak zadnjih par let, 5 let. Delnice so pa gor. Torej, tukaj neki kriči. Ali so obveznice postajajo vedno bolj atraktivne, plačen si, da to da čakaš in to že na državnih bondih, brez da riziko sprejemaš, ekonomija se ohlaja, kdo bo zdaj masivno kupoval delnice, kaj je zdaj logika? Če se še konzumer ohladi, pa še temni tailwinda, pa malo geopolitičnih tveganj, je logično, da se začenja nekaj dogajati. Zdaj pa, zadnja stvar je pa še to, da udeležencev na trgu, ki so tudi v bistvu manjši vlagatelji, ki mogoče niso šli čez vse te krize čez, pa nimajo takega horizonta, je pa tudi kar velik. Če tle nastane panika, bojo mogoče taki premiki, tako smo GameStop videli gor, bomo lahko kakšne scene nadol. Tako da ne vem, pač jaz bi bil mal previden in ne metal vseh jajc naenkrat metkov in to, ampak pač nočem panike zganjati, ampak
To so pač stvari, ki morajo biti comfortable o njih govoriti, ko o borzi govorimo. Zdaj si povedal kar nekaj zelo zanimivih stvari, pa bi jaz mogoče še eno vprašanje navezala na to, kar si zdaj na koncu govoril, in sicer o obveznicah. Imamo vprašanje, in sicer kako kot zasebni oziroma privatni investitor kupimo obveznice, kako delujejo obvezniški ETF-i, ali se zaradi valutnega tveganja bolje umiti na obveznice evroobmočja. In potem je še neka druga vprašanja. Dajmo najprej mogoče na to odgovoriti. Jaz bi tukaj vseeno rada omenila mogoče še epizodo, ki sem jo naredila z direktorjem zakladništva, z Divjakom. Epizoda se mi je zdela zelo zanimiva. Tam govori tudi o tem, kako lahko v bistvu mali vlagatelji kupimo obveznice. Sicer gre tudi, tu smo omenjali, mislim, da že v kar nekaj epizodah, da je možno kupiti obveznice tudi preko Interactive Brokers, samo pač poznati je treba ISIN, a ne Matej? Aha, jaz sem mislila, da si zamrznil. Ne, nisem. Ja, ISIN oznako. ISIN oznako, tako da je kar nekaj možnosti. Tudi koncu mogoče lahko vseeno omenimo tudi Trade Republic, ki omogoča nakupovanje obveznic. Mislim, da sem tako dost easy tutorial so objavili v sklopu svoje te platforme. Matej, daj mogoče ti prevzem tole, pa povej, kako kot zasebni investitor lahko kupimo obveznice, pa na kaj moramo biti predvsem pozorni. Zdaj mi tukaj vidimo lepe donosnosti, ampak ni vse tako mogoče lepo. Ja, mislim, pri obveznici je v bistvu najbolj važno to, da ko se spuščamo v nakup, zdaj večina obveznic je s fiksnim donosom, to pomeni, da imajo fiksen kupon in se vsaka sprememba, sprememba obrestne mere oziroma zahtevane donosnosti se kaže v ceni. To se pravi, če se obrestna mera na trgu, pač tako kot se komunicira, a ne vedno, če se poveča, to pomeni, da bo vrednost naše obveznice nižja. Tako da moramo paziti predvsem na to, da malo bolj predvidimo ročnost oziroma kdaj mi ta denar potrebujemo. To se pravi, če ne bomo potrebovali denarja naslednjih 5 let, da kupimo obveznico, ki ima zapadlost čez 5 let, ker v tem obdobju bomo dobili celo glavnico nazaj, ker se to potem uračunava na trg oziroma se to počas cena popravlja, ker če zdaj mi kupimo neko 20-letno obveznico in rabimo denar čez par mesecev, se nam lahko zgodi, da če pride do malo više obrestne mere oziroma do spremembe obrestne mere malo navzgor, da bomo mi čez par mesecev imeli nižji znesek, kot pa ga dejansko potrebujemo. Tako da obveznice so pač zelo specifične in zahtevajo malo drugačno razumevanje oziroma malo bolj moramo predvidevati, kdaj denar rabimo. Saj to je moj odnos do obveznic. Glede valute je boljš, kakorkoli, če mi kupujemo obveznico v dolarski valuti, pomeni, da špekuliramo na dolar. Moramo imeti tudi glede tega pričakovanja, da da želimo tudi na dolarjih zaslužiti oziroma da imamo pričakovanje, da bo dolar se ukrepil, potem ampak vemo, da sprejemamo s tem tudi tveganje. Glede valute, imamo pa obveznice so državne, tukaj načeloma ni tveganj, čeprav smo videli v primeru Rusije in pa recimo v preteklosti tudi Grčije, Argentine in tako naprej, so kreditno tvegane, to se pravi, da ne dobimo tega zneska poplačanega. Načeloma vse državne obveznice dojema, da je tveganje relativno nizko. Imamo pa tudi obveznice, ki jih izdajo podjetja in podoben kot pri delnici je tudi tukaj neko vrednotenje obveznice izraža v obrestni meri. Bolj kot je tvegano podjetje oziroma večja kot je ta verjetnost, da nam podjetje ne bo moglo poplačati oziroma bolj kot je podjetje v neki ciklični panogi, bolj zadolženo, više so te donosnosti, tako da ko lovimo donosnosti, moramo pač biti tudi na to pozorni in tako naprej.
In podobno kot pri delnicah, tudi tukaj so, kot je bilo v vprašanju, so tudi delniški ETF-i. In z vidika tveganja je to sigurno boljš, ker je denar razdeljen na več izdajateljev, več držav, lahko tudi več podjetij, lahko mešanca vsega skupaj in s tem se izognemo tudi malo posameznemu tveganju posameznega podjetja in tako naprej. Mogoče ne specifika okrog obvezniških ETF-ov. Obvezniški ETF-i imajo portfelj obveznic neke specifične ročnosti ponavadi. Ali pa nekega segmenta in je cela krivulja. To pomeni, da imate dve variante sta. Ali ponavadi so razrezani po ročnosti, rečejo, ne vem, kratkoročen del krivulje, od enega leta do 3, od 3 do, 5, od 5 do 10, včasih so samo 10-letne, torej pomeni dolgoročne obveznice in tukaj moramo razumeti, da ta v bistvu ETF vedno ohranja v portfelju ta tip obveznic. Bom dal primer. Recimo, kaj mislim, da TLT, recimo, če to gledate, imate skozi 10-letno obveznico noter. Torej, na točki, ko ste kupili, načeloma, če boste držali, ne bo tako, da bo to, ena obveznica, ki bo ves čas noter in bo na koncu 1 let zapadlost imela. Skozi bo v bistvu noter 10-letni portfelj. In to pomeni, da se vam bo dogajale različne stvari. Na enih točkah boste imeli na 10 let lahko 0, ker pač bojo držali te obveznice noter, na eni točki bo pa lahko bistveno višji donos. In to je klej mal trik teh obvezniških portfeljev, ETF-ov, kjer morate dobro vedeti, kaj v bistvu sploh delate. In doskrat se mal tradersko gledajo, da v bistvu, ker držijo 10-letne noter, je ta zgodba, kaj je rekel Matej. Imaš skozi kaj. Načeloma, če si kupil 10-letno obveznost, zakleno neko obrestno mero noter na 10 let. Ampak lahko jo pa na trgu tudi prodaš, jutri, če hočeš, ali pa čez 5 let. In zdaj vmes ti gre lahko srečka v plus, Fed začne odkupovati obveznice in po 3 letih je v trgu računa na 3% in kar naenkrat je tečaj na 115, zdaj si malo zmišljujem, ali pa obratno, da gre v kontrasmer, kar pomeni, da če takrat prodaš. Tako da lahko se zgodi, da veter zapiha v jadra in narediš že v 5 letih tisti donos, ki bi ga sicer na 10. Tako tudi, to je pač tako. In te ETF-i mal nekako sedijo temu, da nam čist preveč zakomplicirajo, ker ni tako enostaven. Zdaj, če greste pa direktno obveznico kupovati, je pa fajn mogoče, da merite, da zaklenete neko donosnost, ki je za vas ok na nek rok, tako kot je rekel Matej, ker lahko kupite za 3 leta in boste imeli obrestno mero in je to, pustite primir. Zdaj, če treba, imate benefit, da to lahko prodate in takrat se lahko soočite s tem, da bo to vreden več ali pa manj, kot ste kupili, na koncu bo pa vreden točno toliko, boste dobili nazaj, kot ste ob nakupu v bistvu rekli, da boste dobili nazaj. Ni te premije pa diskonta na nek način, ki je vezana na okolje. Ker to ceno vmes določa ki kupuje v bistvu ne 10-letno obveznico čez 5 let, ampak dejansko 5-letno obveznico, ker vaša 10-letna obveznica ima že 5 let odplačevanja obrokov, kuponov za sabo. To se morate zavedati, zato se to premika. Zdaj pa, danes smo pa tudi obveznice, ker lahko jih kupite na Interactive Brokersu, lahko jih kupite na Trade Republicu, lahko prek slovenskih brokerjev probate vprašati, če lahko sodelujete na aukciji, tudi zakladnih menic, 12 mesecev, 3%. Pač vse to so poti, ki so danes možne in so prvič spet postale zanimive, ker končno imamo neko okolje višjih obrestnih mer, ki ga prej nismo imeli pač kar dolgo časa. Tako da ja. A gremo kar naprej. Sej o obveznicah bomo še precej veliko govorili, ker je zelo aktualna tema. Tudi z Blažem Hribarjem sem naredila epizodo na temo obveznic in pa konzervativnih naložb, tako da kar izvolite poslušati. Mogoče bi pa vseeno tukaj se zdaj še osredotočili malo na delnice. Dobili smo tudi vprašanje, zanima me, kaj menite o Alibabi, predvsem nizka valuacija, kje vidite glavna tveganja in priložnosti. Zanima me vaš pogled na kitajski trg. Dodal je, sam vidim problem v geopolitični negotovosti in pa seveda v partiji, po drugi strani pa je ravno v negativnem sentimentu lahko tudi dolgoročna priložnost. Dajmo mogoče še malo pokomentirati Alibabo in pa samo Kitajsko, ki je v bistvu samo po sebi zelo zanimiv trg, je pa tudi prinaša kar precej pasti. Tudi videli smo, kako lahko zelo hitro zgubiš denar, ko v bistvu ta žametna roka partije useka po kakšni panogi.
A bo katero odvaja bo začel, Matej, boš ti začel? Je tukaj je v bistvu zelo podoben kot je s PayPalom. Zdaj, že zelo na hiter, to, kar smo tu šli na izobraževanju česa, če se pogleda, kaj se z njihovimi maržami dogaja, z njihovo rastjo in s ceno delnice oziroma z vrednotenjem kazalniki, je zelo hiter jasen, zakaj je delnica v določeni meri tam, kot je. Kar se tiče geopolitičnega tveganja, je pa tako, da jaz mislim, da se dejansko lahko zgodi podoben, kot se je z Rusijo. To se pravi, da so v preteklosti seveda, da so bile delnice recimo podobnih podjetij v Rusiji in v ZDA recimo čisto drugačno vrednotenje. Recimo lahko je podjetje črpalo nafto, pa je bilo v Ameriki bistveno dražje kot pa recimo v Rusiji. In tudi tukaj se zna to zgoditi, bolj kot bodo ta politična trenja, bolj bodo vrednotenja kitajskih podjetij imela not nek diskont za geopolitično tveganje, tako da se je treba to zavedati. In ko vidimo zdaj dve podjetji, eno v Ameriki, eno na Kitajskem, kakšni so kazalniki vrednotenja, se moramo zmeraj vprašati, ali je noter zadolž diskonta za geopolitično tveganje ali ne. A daj boš ti še kaj dodal? Ja, ne vem, mogoče bi mogli imeti dedicated epizode, pa bi dva prej pogledala, pa bi šli malo čez neko logiko versus delavnico, ker to malo zdaj tako kot Jim Cramer, se lahko malo derem, to je čip drago. Ne, samo to, da povem, vprašanja nekatera so prišla zelo pozno in dejansko zdaj nismo imeli čas, da bi šli preveriti vse podatke, vse kazalnike, da bi naredili neko analizo, da bi se lahko poglobili, ne. Tako da v bistvu zdaj odgovarjamo na vprašanje, tako kot na hitro pogledamo. Se vem, kaj delamo, ampak zramo še uno trobento, kaj? To je kot un kviz, na koncu, ne vem, svetovno prvenstvo, vse odgovoriš prav, pa moraš pa samo še imena gledalcev vedeti, ko so na tribunah. Tako da, čakaj. Kaj ne čakaj. Te efekte sam ti slišiš, by the way, jaz jih ne slišam. A res ne slišim? Pa res, jaz imam pa res. Jaz pa zakaj me ne poveste, da ne slišite efektov? Zato, ker sem mislil, da prej si neki ploskala zraven, pa niti vedel nisem. Ne, jaz pa mislil... Ja, zdaj smo bobne slišali, hvala lepa. Madonna, jaz pa tlele ploskam, pa čeram. Kje pa je orkester, ki je igral v zadju neki trn, ali karkoli. No, dobro, V glavnem, ja. Mislim, Alibaba je po mojem največ analizirana value delnica, po mojem na YouTube in bog si ga vedi, ki še vse. In je zdaj prišla na zemljevid ravno zaradi tega, ker vsi vidijo tam value not. In res je, če vidiš dobiček, če vidiš denarni tok, položaj podjetja, hitro zaključiš, da je kle verjetno to nek value play in da na nek dolgi rok ni logičen, da delnica ostane kle, kjer pač je. To je tako. Zdaj, drugo vprašanje je, koliko lahko raste ta delnica, ker sej Alibaba ne bi rasla naprej podjetje, torej ni vprašanje, škle donosnost lahko na dolgi rok naredil, ni tako, a bo 0 ali bo, ne vem, 30, vprašanje je, koliko je lahko podcenjena. In zdaj, to vprašanje v bistvu moraš po moje bolj skozi tveganje gledati kot skozi neko tradicionalno luč, da se greš nek value investing. Ker value investing pač v redu je ponovadi dobro deloval znotraj enega trga, pravilnega kapitalskega trga, kjer se različno premoženje na nek učinkovit način ovrednoti. Jaz bi argument delal, da Alibaba se ne more ovrednotiti v nekem tržnem kontekstu sploh v tem trenutku na samem trgu, ker je cel kup kapitalskih ovir. To je ena stvar, B, pa tudi čisto v bistvu vprašanj okrog same Alibabe, na katere sploh nimamo odgovorov. In zdaj, lahko bi en rekel, jaz bom drugače rekel, na Alibabi zagotovo, po mojem mnenju, lahko zaslužiš več, kot bo naredil trg. Ampak boš tudi sprejemal tveganja, ki so bistveno večja, kot je ta trg. Torej, odgovor, kaj je zdaj kle podcenjeno? A če ima neki dvakrat večja tveganja, pa me lahko razlastijo, koliko višji mora biti moj donos, da to toleriram. In to je vprašanje, ki se ga po Alibabi cel trg sprašuje. Če bi gledal 10-kratnik, večkratnika, enkratnik prihodkov za tako rast, to it doesn't make any sense za eno Alibabo. To je nemogoče. Vsi pričakujejo rast v centru Kitajske nekega konzumerja je, to nima smisla, da je vrednotenje kle. To zgleda blazno podcenjeno. Ampak očitno je nek drug faktor v zadju, ki lahko
ekonomsko lastnino in razpolaganje in koristi, ki jih bomo imeli omeji. Ko pa jaz vem, dejstvo pa je, da že sama epizoda z Jack Majem in vse to, kar so oni načrtovali in kaj so izvedli in kaj se je njemu dogajalo, ti marsikaj pove, kdo so ljudje, ki diktirajo tudi, kaj se v Alibabu dogajalo. Ne? Tako da Alibaba, po mojem mnenju, ima dejansko diskont za možno razlastitev premoženja. To je moje mnenje. Ker zgleda tako kot delnica, kjer ti dobiš lahko tudi dividende, dobiš nek cashflow, ampak mogoče ni neskončen cashflow, ker enkrat ga nauč imel kot lastnik razpolaganja s tem. In zaradi tega je toliko zdiskontirana. Doskrat so ruske delnice tradale na isti način. Doskrat. Zaradi tega, ker so, ne vem, ruske energetske družbe imele zmer roko države nad njimi, davki na mineralne davke, na ekstrakcijo mineralov in pač energentov, in enostavno ti kot delničar zbil čisti potnik. Klej si pa sploh potnik, ker še inštrument, prek katerega to držiš. Tako da jaz mislim, da mogoče trg je prišel do ene točke, ker ta prvi dno, ki je bil zdaj dosežen, ne, že takrat v hajpu te kitajske, ko bi rekel, intervencionizma na kapitalskem trgu, je za nami in zdaj nekako zgleda, da mogoče smo res celo nek dno tam začrtali. Ne? Ampak to ne pomeni, da od tukaj šlo sam navzgor. To je problem te zgodbe. Na dolgi rok morate verjeti, da Kitajci najo skregan s kapitalizmom in da se v to vse poštima. Če je to res, polk lahko naredite krat 10 siguren. Na dolgi rok govorim. Ne, to meni 15-20 let. Ampak je zelo, zelo tvegana stava. To je tako, če hočete direkten moj občutek, jaz nisem šel analizirati, ampak če vidim 10-kratnik dobička, nimam kaj analizirati za tako podjetje. To pač ne sme tradati na 10-kratniku. En Telekom Slovenije na 10-kratniku, zdaj pa primerjate to pa uno, pa se vprašate, kva boste kupili. Pa to raste z dvomestno rastjo. Torej, doesn't make any sense. Kakorkoli obračamo. Torej je tveganje drugje. Okay, zdaj, ko govorimo o ful visoko tveganih naložbah, mogoče bi pa jaz vsem tukaj se dotaknila še ene zadeve, ki se mi zdi zanimiva glede pač na aktualno dogajanje, napetosti na Bližnjem vzhodu, konec koncev imamo vojno v Ukrajini, zdaj že kar dolg časa. Mogoče, Matej, tebe sem prosila, da bi malo pogledal orožarska podjetja, a lahko mogoče kaj na to temo povemo, kakšni so kaj donosi, koliko se je kaj poznali zdaj zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu, tudi na borzi. Vem, da nisem imel časa zanalizirati celo panogo, ampak vseeno me zanima mogoče tvoje mnenje, tudi konec koncev smo imeli že en tak primer, ko je izbruhnila vojna v Ukrajini. Je tukaj mogoče ta orožarska podjetja, če se jih pogleda, je zanimiv case, kako lahko neka industrija postane zanimiva, ko jo gremo proučevati. Mogoče najboljše podjetje ni najboljša delnica. Ker marsikdo bi rekel, ja, Američani imajo najboljšo tehnologijo, imamo Lockheed Martin, imamo Raytheon, imamo še druga podjetja, ki so v tem segmentu. Ampak vsa ta podjetja so beležila neko rast, zaradi tega, ker je ameriška vojska in Amerika je dominantna sila na področju vzdrževanja svetovnega miru, recimo. Tako velja, da je kot res vprašanje, ampak to tako nekako je tudi pri podjetjih. To se pravi, ta podjetja imajo boljšo pogajalsko pozicijo pri prodaji orožja marsikateri državi. Dočim na drugi strani so pa evropska podjetja, ki so bila pač talc nizkih vlaganj v opremo vojske na področju predvsem Evrope in v resnici še vedno nekih kolonij, to se pravi bivših francoskih kolonij oziroma vplivnih območij na področju Afrike, Bližnjega vzhoda in tako naprej. In zdaj, ko je prišlo do vojne, so recimo evropska orožarska podjetja oziroma delnice evropskih orožarjev v bistvu bile boljše, čeprav mogoče po tehnologiji zaostajajo za Američani, so se boljš recimo obnašala in so bile recimo delnice, kot so Rheinmetall,
tudi francoski in pa Leonardo, Thales, recimo podjetja, ki so v tem securityju in z Evrope, so bile bistveno boljše delnice oziroma boljše naložbe v tem času kot pa ameriška podjetja. Tako da včasih nekakšna tema se odpre čist drugače, kot pa oziroma je nek logičen sklepanje lahko čist napačen in se z proučevanjem teme in teze najde bistveno boljše pike. Tudi zdaj v orožarskih podjetjih mogoče še ena taka tema je tudi omejevanje dostopa do tehnologije. Imamo ameriška podjetja, vemo, da imamo F-35, imamo F-22, to sta letala, ki sta najviše generacije, in Američani, sploh zdaj, ko bodo trenja z Kitajci, bo prišlo do še dodatnega omejevanja verjetno pri izvozu teh tehnologij, dočim imamo evropska podjetja, ki so vseeno manj omejena na tem področju in lahko dosegajo boljši tržni delež nekje v prihodnosti. Tako da tukaj cel kup enih tez, ki jih moramo v sklopu neke analize proučiti in si odgovoriti na vprašanje, katera delnica oziroma kater podjetje bi bil lahko v danem okolju boljš se izkazal. A lahko mogoče saj še tukaj skočimo na en ta vroči val in sicer zdravila za hujšanje. Matej, ti si pravi ekspert za zdravila za hujšanje. Zanimivo je to, kar si v bistvu tudi ugotavljal. Zelo veliko se je pisalo o Nordics pa Eli Lilly kot pač nekak pionirja na tem področju, ampak recimo meni je to zelo zanimivo, ker si ti ugotovil, da pa na drugi strani pa v bistvu prehranski velikani so utrpeli oziroma tudi razmišljajo o tem, kakšne posledice bojo sedaj za njih, se pravi, same te industrija prigrizkov recimo je ogrožena in pa teh pijač in podobno, po eni strani, po drugi strani pa tudi ponudnikov raznih teh dializ in drugih storitev, ki so v bistvu, ki jih potrebujemo za razne bolezni, ki so posledica nezdravega načina življenja. In zdaj ta Ozempic in druga zdravila za hujšanje nekako v bistvu vplivajo tudi na te segmente, pa mogoče marsikdo niti ni pričakoval take posledice. Pa tista je zanimiva zgodba, ki si jo omenil čisto na koncu, in sicer vezano na letalske prevoznike. To boš pa ti povedal, kaj si ugotovil. En od analitikov, mislim, da je Jeffries, na Jeffriesu bil je ocenil, da če bi vsak potnik United Airlinesa bil za 4,5 kg lažji, bi letalska družba na let prehranila za $80 milijonov na gorivo. Tako da to je ekstremen primer, oziroma ne vem, koliko resen je bil ta izračun v njegovi analizi, ampak lahko vidimo, da imajo lahko določeni izdelki lahko zelo široke vplive na ekonomijo in tudi na druge industrije, ne samo na eno samo podjetje. Tako da gre pa sploh pač se tudi vidi pri podjetjih, kot sta Novo Nordisk pa Eli Lilly, ki sta zdaj vodeča na tej dirki, da delnice beležijo izjemno rast in da tudi analitiki stalno popravljajo ocene glede prihodnih prihodkov. Tako da mislim, da je bila raven danes novica, da Morgan Stanley, ki je spet povečal, da bodo letni prihodki presegali 50 milijard za zdravila, še celo več. Tako da to je zelo ena taka tema, ki se že pojavlja, če se spremlja konferenčne klice, tudi tako kot so menila pri proizvajalcih prigrizkov, pri proizvajalcih hrane. Zdaj zaenkrat zelo tako na hitro odpravijo ta vprašanja, ampak se mi zdi, da se bo ta trend nadaljeval, da bodo analitiki temu posvečali pozornost, ker sploh, če ta zdravila postajajo financirana strani zdravstva oziroma zdravstvenih zavarovalnic, bo ta uporaba zdravil ratala lahko precej razširjena in to potem že vpliva na pomemben delež potrošnikov in to se odraz potem tudi na prihodkih. Tako da
določena ta zdravila oziroma določeni izdelki imajo zelo široke učinke, ki se jih zavedamo šele pa, ko pozorno spremljamo temo in objave in tako naprej. A bomo samo še eno zadevo, še eno vprašanje, in sicer člani uprave Petrola so kupili delnice. Zakaj je to zanimivo? Zaradi tega, ker so v bistvu so se nekako niso želeli investirati v delnice podjetja, ki ga vodijo, niso želeli. Rekli so, da so stalno v tihem obdobju in da se nekako ne drznejo, zaradi tega, ker bi lahko bili obtoženi zlorabe notranjih informacij. Zdaj, ko vprašanja v bistvu tukaj nimamo, ampak je bil pa nek komentar v smislu, zakaj se je to zgodilo oziroma če gre za nek dogovor. O tem smo mi tudi imeli na delavnici, smo omenjali člane uprav in pa uprave, ki investirajo v delnice, put your money where your mouth is, recimo temu tako. Jaz sem tudi pripravila eno analizo od slovenskih menedžerjev, kdo od članov uprav, kdo v bistvu je investiral, kateri niso investirali, koliko imajo velike portfelje. Skratka, zdaj se je temu so se pridružili člani uprave Petrola. Andraž, boš ti mogoče malo povedal, kako si to lahko razlagamo, konec koncev lahko vidimo pa tudi ameriške oziroma menedžerje ameriških podjetij, da v bistvu stalno nekaj investirajo. Mogoče lahko, a je to nek signal, kako lahko si to razlagamo? Mislim, mogoče so pa slišali malo to, da je mogoče čas, da kakšno delnico kupijo. Mislim, da je bil nek komentar, da to ni bilo na SEOnetu objavljen. V bistvu je objavljen to na SEOnetu. Na SEOnetu je to objavljen, ja? Ja, tam bo Ljubljanska borza, SEOnet, obvestilo o poslih oseb, ki upravljajo poslovodstvene naloge. Torej, oni so z lastnega žepa kupili te delnice. Vsi skupaj so jih 700 kupili, by the way, kar ni neka huda številka, iskreno povedano, če vemo, da je pač so kupili pri povprečni ceni tam 23, 10, 23, tako da nihče ni zbankrutiral. A ni vsak kupil 700? Ne, ampak vsi skupaj. Oziroma se upravičujem, ne, Nada Drobne Popovič 700, če že moramo iti v to noter, no, ker smo taki hudi analitiki. Ampak to je tudi zanimivo, no, za vse tiste, ki ne vejo, ne? Ona je 700, ja, niso vsi skupaj. Nada, predsednica 700, CFO jih je v bistvu, ja, tudi 700, vsak po 700, res je, ampak so razkrite tudi cene, torej cene so bile 23, 10, 23, vsak po 700, se upravičujem, ne. Torej, jaz mislim, da je tukaj bilo pač to, da so pač želeli tudi pokazati nek signal, očitno je bilo to okno odprto in so pač šli v nakup teh delnic. Vse v končni fazi ekonomsko gledano so praktično, ne vem, slovenske delnice malo tako izgledajo, kot neke pač obveznice z variabilnimi kuponi, malo gre dividenda gor, malo dol, pač tako je. No. Petrol je mu pa malo več težav okrog te regulacije in verjamem, da takrat je bilo to zelo občutljivo, ker bi Marks do učitev. Je pa res tudi ena stvar, da ta regulacija je šla v kontrasmer. Ne? Tako da to pomeni, regulacija je zajezila dobiček, bom tako rekel. Tako da kakšen bi jim pa zdaj lahko učitev, da mogoče pa vejo, da se bo liberaliziralo spet kaj. Tako da zmer bo nekdo nekaj rekel, kaj oni vejo več. Ravno zaradi tega so nakupi insiderjev tako močno regulirani in so nam čeloma se pazi, da se zgodijo takrat, ko so na čim bolj komprehensiv, vseobsegajoč način informirali druge delničarje in udeležence na trgu, kakšno je bilo poslovanje, kakšne so neke zadnje novice in gor dol. In mislim, da se je kle v osnovi to zgodilo in v končni fazi je prav, če imamo ono zgodo put your money where your mouth is, bom tako rekel, je pa to vse en tak slovenski blue chip, ki na dolgi rok, mislim, da kle ni nek hud riziko, da bi nek minus naredili na teh delnicah, je pa vprašanje, kakšna bo donosnost. Tako da to je to. Tako da bom lahko dam link na to objavo, da nam te rekli, da
da niste tega mogoče našli. tudi za informacijo, čisto vse te objave so objavljene na SEO-netu, tako da tam dobiš vse te informacije. Včasih je malo smotan, pa se to ne najde, pa je kdo ki je prebral, pa evo, zdaj sem vam pastal, klele imate direkt, greste sami lahko prebrati, koliko so bile cene povprečne, pa kdaj so to kupili, pa lahko vsi gledamo, če so že kaj dobička naredili. Tako da lahko analiza se pripravlja. Koliko je tečaj Petrolovih delnic, ne, in če vemo, da so kupovali po 23 zaokrožimo, torej kje je bil danes sploh Petrol. 23-20, niso glih večne slave dosegali zaenkrat, če ni še delnica nikamor šla, torej 10 centov imajo, 20 centov imajo na določenih nakupih, od 10 do 20, tako da 700 krat 10 centov za pa sami izračunajte, 70 evrov. Ok. Dobili smo še nekaj vprašanj, ampak kot rečeno, bolj vezano na ETF, dolgoročno varčevanje, na sveti, katerega brokerja izbrati. Tako, v bistvu zdaj ne bi mogoče šli v to zgodbo, glede na to, da smo rekli, da bomo odgovarjali v bistvu, na tematiko vezano bolj na delnice, kar se tiče samih ETF-ov. Smo o tem tudi kar precej že govorili, tudi kar se tiče same izbire brokerja, o tem smo imeli tudi kar nekaj epizod. Tudi mislim, da tista prvi Q&A, ki smo ga naredili, mislim, da smo tudi tam omenjali, kateri brokerji, oziroma tudi v delavnici smo imeli brokerje, ne smo omenili, katere brokerje imamo, katere najbolj pogosto Slovenci uporabljajo, kakšni so stroški. Dajte smo pregled nekih različnih brokerjev, veliki se tudi pase jih po unih CFD-jih, to pomeni, da se na nek vzvod dela, pa te pač mogoče malo bolj brokerje, ki ne grejo toliko na traderje, ki tradejo z finančnim vzvodom, ampak pač omogočajo različen dostop, tako da pač sej tam so ona imena noci lahko pogledate, ampak se po mojem sta nekako dve skupine ljudi, ki vstopajo na trg. Eni so bliže izkušnji nekega mogoče sklada, ki bi nekaj avtomatizirali, pa keep it simple, pa je bolj skoraj že kaj varčevalen načrt, pa bolj zelo hit najdejo rešitev za sebe, da nam v imeni govoril, ta drugi, ki pa že malo bolj stock picking delajo, pa hočejo malo več analizirati, pa hitro ugotovijo, da una rešitev, ki je simple, ni dovolj dost za njih in grejo ponovati k nekemu brokerju, ki ima malo več funkcionalnosti, tako da v resnici pa vse platforme danes skoraj ponujajo nakup obveznic pa delnic, če sem čisto iskren. Tako da dostop je, zdaj sam kaj bolj simple. Za tiste, ki so bolj na avtopilotu, res mogoče ni treba tam, vsi zakomplicirati življenje, bolj je pomembno, da imamo nek experience, ki ga razumemo, znamo tudi potem, čist dokumente dati na davčno, če moramo kaj oddati to, ampak sej, če smo pridni, to vse shranjujemo kam na koncu. Vem, da je to pač nek del, ampak to je cena, ki jo plačati za to, da mogoče ti en drug ne naredi in ti zaračuna na dolgi rok nekaj tisoče evrov, v resnici, če smo čisto iskreni, ker se jih niti ne zavedaš. Ja, ok. Bomo zdaj počasi zaključili. Več ali manj smo odgovorili na vsa vprašanja, ki so prišla vezano na delnice. Zdaj, nekaj želje so bile, da pač se naredi konkretna analiza, ampak mislim, da smo predstavili, kako se ta analiza naredi skozi to našo delavnico. Pa Matej je imel eno dobro idejo in sicer je predlagal, da pač vi pripravite analizo in nam pošljete, mi bomo podali vam potem komentar, mogoče kaj ste spregledali, na kaj bi mogli biti bolj pozorni in podobno. Tako da to je tudi en način, kako v bistvu relativno hitro lahko osvojiš neko tehniko investiranja. Tako da ta ideja se mi je zdela dobra in vas v bistvu nekako spodbujam k temu, da mogoče naredite analizo neke delnice, ki se vam zdi zanimiva, po vseh teh kategorijah, ki smo jih v bistvu predstavili v delavnici, napošljete in potem bomo malce pokomentirali vašo analizo. A se vam to zdi dobra ideja, Matej pa Andraž? A da drugi delajo domačo nalogo, ne pa bi, ali to je ideja? To je ravno mantra, ki imamo, naredi domačo nalogo. Mi bomo pa zdaj v vlogi učitelja in bomo potem dobro ocenili to domače. Ne bomo ocenjevali domače naloge, ampak bomo dali samo neke koristne napotke, kako izboljšati to oceno.
Se lahko mi mogoče prikažemo na enem primeru, kako recimo, ne vem, lahko naredimo govorili smo o diskontiranju dividend, lahko naredimo en modelček, ki se malo igramo, ne s tem, da bomo zdaj zadeli in mi povedali, koliko je vreden neki, ampak se malo hecamo in mečemo neke napovedi analitikov not in ugotavljamo, koliko bomo zaslužili, če se to uresniči, da malo vidimo, kako to pol izgleda. Tako da lahko do naslednjič, mogoče naslednjega meseca mi da z Matejem nekaj natuhtava, bomo pol dan vam na razpolago, da so te malo sami igrali. Ker to je v bistvu čisto matematičen model, bolj je vprašanje, kaj not vržeš, ne kako to zračunaš, no, iskreno povedano. No. Se pravi, boste videli to tako pripravljati, da se to pošlje vsaj kakšen teden prej, da se pač ljudje malo mogoče poigrajo. predstavlja na klicu, pa se v te pol igrali. No. Ja, to je samo modelček, a ne, še zmer tukaj je bolj bistvo to, da namesto vprašanja je zdaj PayPal zakupati, a ne, če se nekdo lot tega razkopavati, ne vidi, da to gre lahko par dni v to, da ti najdeš odgovor, da spoznaš industrijo, da prebereš za nazaj objave, da pogledaš v bistvu ceno, vidiš, kje so bili večji padci, ugotoviš, zakaj so bili te padci. To je v bistvu ta proces, te analize jo mora kar vsak sam narediti, da dejansko vidi, koliko časa to zahteva. Ker če ti samo en članek prebereš, nisi nič naredil. Oziroma, če poslušaš samo en komentar, ampak ti moraš za nazaj pogledati, zakaj je bila delnica občutljiva, na kaj je občutljiva, kaj analitiki oziroma vlagatelji sploh gledajo in potem raziskati, kakšna je zdaj situacija, zakaj se bo izboljšala in potem te številke, ki se jih v glavu narediš, ustaviš v ta modelček. Tako da tukaj so, da ti spoznaš industrijo, je to lahko mesece dela. Jaz sem včasih nek drug pristop, kjer sem šel pa v kontrasmer, čist, ker sem rekel, kakšne so napovedi in pri dani ceni, koliko je uračunan donos v zgodbo noter in sem gledal malo na delnice, tako kot na obveznice, kakšna je uračunana donosnost od delnice in bi bili presenečeni, kakšne stvari ven meče, ker ti včasih 2-3% donos uračunan v delnico in ti alarm gori, da to je tako drago, da ne vem, kaj ti to pove, ne? Če ti v kontrasmer pokažete donos ful nizek, ki je uračunan, bojo morali vsi analitiki dvigant in cel trg bo mogel napovedi dvigant, da bo recimo ta delnica rasla še naprej, tako kot je rasla v preteklosti. Klej zelo tak imaš. Mal bližnjice, ki si ne daš tako, mal si pomagaš anomalije odkrivati. No? In to se mi zdi, da je pol velike odkrivanje anomalij, kdaj neki leti totalno izven okvirja. In če te anomalije odkriješ, je včasih tako, pač, to je prvi korak, da naprej raziskuješ in da sprejmeš odločitev. No? Fajn jih je poznati. Ker če jih ne poznaš, pol ne veš, kje je problem, kje je mina, na katero lahko naletiš. No. Evo, zdaj smo v živo bili priča temu, kako obstajajo različne strategije, različni modeli investiranja, tako da a bomo zaključili za danes. Andraž, Matej, najlepša hvala in vsem, ki ste bili danes z nami. Epizodo oziroma bomo to objavili tudi v oblaku, tako da boste to imeli odloženo v oblaku na money-how.si. Tako da iskrena hvala, da ste bili z nami. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.